Dober dan, to je NN studio. Zdi se, da gre svet le še iz krize v krizo. Po covidu so oživeli še konflikti. Ukrajina, Kosovo, Gorski Karabah, zdaj še Izrael in Gaza. Bo svet uspel prepričati Izrael, da se ne odpravi na krvavo maščevanje v Gazo in kako, sploh po tako strašnem terorističnem napadu, kot ga je izvedel Hamas? Je Sloveniji res nastala škoda, ker je koalicijska levica vladi predlagala, naj kar zdaj prizna Palestino? Kaj je o tem zunanja ministrica in predsednica SD Tanja Fajon govorila prej in kaj danes? Kakšne so razmere v vladi, ki ima vedno manj ministrov? Zakaj SD stopnjuje napade na Golobovo svobodo? Ali predsednik vlade res nima več fokusa? In kaj bodo potem sploh počeli? Ministrica Tanja Fajon, dober dan, dobrodošli na NN. Dober dan. V soboto zjutraj kar nismo mogli verjeti, kaj se je zgodilo Izraelu. Brutalno nasilje, terorizem Hamasa, brutalen odgovor Izraela. Gaza je praktično že v ruševinah, na obeh straneh je že več tisoč mrtvih. Pravite, da ste v stikih s kolegi, zunanjimi ministri vseh ključnih držav, vendarle je Slovenija skorajšnja članica Varnostnega sveta Združenih narodov. Sedeli ste s kolegi ministri EU ta teden. Kaj vam pripovedujejo? Ali bo lahko mednarodna skupnost zdaj prepričala Izrael, da bo Gazi omogočil zaščito civilistov, vodo, elektriko, nemoteno delovanje bolnišnic, humanitarni koridor, spoštovanje mednarodnega prava, vojnega prava? To, kar ves čas poudarjate, zdaj prebivalcem na severu Gaze so dali Izraelci 24 ur časa, da se umaknejo, napad je očitno samo še vprašanje časa. Ja, Slovenija je najostreje obsodila v soboto napad Hamasa, terorizem, pobijanje civilistov v Izraelu. Najostreje smo obsodili nasploh število žrtev na obeh straneh, ki je naraslo že več kot 2000 ljudi, nedolžnih civilistov. Grozljiva pobijanja, grozodejstva, kar vidimo tudi na posnetkih, kaj se dogaja z otroci, kaj se dogaja z ugrabitvami. Nemudoma smo pozvali tudi k ustavitvi spopadov, k temu, da se ti napadi ne razširijo in da ne pridemo do vojne, konflikta v regiji, da zaščitimo nedolžne civiliste, to je mednarodno, to je humanitarno pravo, da gremo res pozivom vsem za izpustitev talcev. Včeraj je celo palestinski zunanji minister, z njim se zelo redno pogovarjam, pozval skupaj z jordanskim kolegom, da gre za grozljiva grozodejstva, pobijanje nedolžnih civilistov na obeh straneh in tudi k izpustitvi talcev. Jaz sem govorila tudi z izraelskim zunanjim ministrom, seveda zdaj in tudi kolegi v regiji mi pravijo, tako strani Egipta, Maroka, Jordanije, ta hip so čustva izjemno napeta. Vse skrbi, da bi preraslo v regionalni konflikt, najbolj pa nas skrbi znotraj Evropske unije in to smo imeli en zelo poglobljen, dolg pogovor v torek, kaj se dogaja v Gazi. Tam je danes humanitarna katastrofa. Ljudje nimajo vode, nimajo elektrike, bolnice so mračne, zatečejo se v šole, zaprti so bili praktično vsi izhodi iz okupiranega tega dela Gaze in ves čas vztrajamo in poteka mednarodna aktivnost, kako dobiti koridor. Po zadnjih informacijah, ki jih imam, naj bi Egipt ta koridor omogočil, ampak ta poziv, ne vem točno kdaj, ta pogajanja potekajo z Egiptom, ampak kot razumem, ne bi se to zgodilo, je pa ta umik ali pa ta poziv Izraela, da naj se več kot 1 milijon Palestincev umakne, močno zaskrbljujoč z druge strani. Jaz sem se pridružila pozivu Združenih narodov, da taka preselitev lahko vodi v dodatno humanitarno katastrofo. Seveda je tu vprašanje izbire ciljev. Je Slovenija, pa tudi mednarodna skupnost naredila napako, da je najprej obsodila zgolj ravnanja Hamasa. Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je takoj rekla, Izrael ima polno pravico do obrambe. Je ta podpora povzročila, da zdaj Izrael počne to, kar počne? Glejte, to je dejstvo v vsaki demokraciji, po mednarodnem pravu, ko gre za teroristični napad. Vsaka država obsodi terorizem. Terorizem nima opravičila, mi smo obsodili vse oblike terorizma. To ne gre zdaj za Nekateri iztrgajo izjave neomajna podpora Izraelu. V soboto smo sporočili solidarnost s civilnimi žrtvami, sožalje svojcem, družinam. Enako smo naredili za
ubijanje civilistov na palestinski strani. To je treba zelo jasno povedati. Pravica do samoobrambe, ko gre za teroristični napad, je pravica po mednarodnem pravu, ampak takrat je treba vedno dati v kontekst, kaj je pa tisto humanitarno in mednarodno pravo, ko pa se ne sme civilistov prizadeti, ubijati in omejevati kakršenkoli dostop do zdravil, do vode, do elektrike in tako naprej. Kaj zdaj Slovenci v Izraelu? Po podatkih vašega ministrstva so Izrael zapustili vsi slovenski državljani, ki tam niso želeli ostati. Domov bi bila prepeljana tudi deklica, ki je bila tam operirana na srcu, in njena družina. V Izraelu pa po ocenah MZEZ ostaja še 19 slovenskih državljanov, ki zaenkrat ne želijo zapustiti države. Ste pa s pomočjo veleposlaništva v Tel Avivu z njimi v stalnem stiku. Ali imate zdaj kakšne nove informacije? Je še kdo od Slovencev navezal stik? Se še kdo zdaj želi vrniti domov? Ja, mi smo od sobote naprej ves čas v stiku. Če dovolite, bi pa vseeno tudi v pogovorih, ki jih imam z sogovornikom v Palestini, torej z zunanjim ministrom, vseeno želela poudariti nekaj, kar vidim, da ljudi izrazito skrbi. Mi smo zadnje leto res se trudili oživiti mirovna pogajanja. Celo septembra smo imeli en tak mini vrh v New Yorku, kjer smo sodelovali nekatere države Evropske unije, tudi Arabska liga, Jordanija, da bi oživeli rešitev dveh držav. Tudi znotraj Evropske unije smo imeli pred časom ta pogovor in Slovenija tu ves čas vodi zelo proaktivno politiko. To se vidi tudi skozi glasovanje v generalni skupščini zadnje leto. Meni je zdaj predvsem zelo žal oziroma skrbi me celoten konflikt v regiji, ker je nekako ta trenutek, ta mirovna prizadevanja prestavil, kdo ve do kdaj. In jaz mislim, da in tudi ves čas poudarjam v vseh sestankih, ki jih imamo in pogovorih, da takoj, ko bomo uspeli umiriti to eskalacijo napetosti, da se moramo pa res bistveno bolj angažirati za oživitev mirovnega procesa in pa za rešitev dveh držav. Če se pa vrnem k vprašanju glede slovenskih državljanov. Zdaj do nas je pristopilo okoli 50 slovenskih državljanov. Mi smo tako v soboto odprli kanale, ponudili številko, skušali vsakemu, ki se je želel vrniti domov, najti to pot s pomočjo drugih držav, tudi z rednim komercialnim letom, ki je s pomočjo črnogorske vlade. Tako da jaz mislim, da vsi tisti, ki so se želeli vrniti, so zdaj na varnem doma. Še vedno smo seveda pripravljeni pomagati, je pa tudi ta deklica, ki je bila operirana v Izraelu, sem vesela, da je pa tukaj klinični center. Bili smo v stiku, našo tudi povezavo z bolnišnico neposredno in ustrezen prevoz. Ni pa zdaj še nekih novih Slovencev, ki so zdaj izrazili željo, da bi radi šli domov. Tega še ni. Za zdaj, mislim, ves čas, tu imamo ekipo v Tel Avivu, jaz sem našim zaposlenim tam, tudi častni konzulki, izredno hvaležna, ker so ves čas v akciji in nudijo pomoč. Zdaj v slovenski politiki je že vroče zaradi tega dogajanja. Imeli ste že odbor za zunanjo politiko tudi ta teden. Opozicija vladi očita mlačen odziv. Pravi tudi, da je zaradi predloga Levice oziroma vodje poslanske skupine Mateja Tašnerja Vatovca, da naj vlada zdaj začne s postopki za priznanje Palestine, Sloveniji nastala škoda, da nas v mednarodni skupnosti vidijo, dojemajo kot pro-palestinsko državo. Vi pravite, da trenutno za priznanje res ni pravi čas, ampak kako odgovarjate na očitke, da je bila Sloveniji s tem narejena škoda? Glejte, zdaj odbor za zunanjo politiko, jaz sem bila tam v četrtek oziroma v sredo zjutraj v Državnem zboru, je sprejel enotno stališče. In tu moramo biti strašno premišljeni, razumni, tu ne gre za ustvarjanje novega konflikta. Zunanja politika je vedno tista politika, ki je lahko najbolj poenotena. In Slovenija je imela tu zelo jasna stališča, odgovorna slovenska vlada, ki je priznala tudi opozicija in vsem tistim, ki danes pravijo, da nismo dovolj jasni, lahko zelo jasno povem. Najostrejša obsodba vsakršnega pobijanja civilistov. Tu gre za izraelsko-palestinski konflikt za dolgo zgodovino. In mi smo, tudi jaz sama osebno, ves čas, tudi v preteklosti ostro obsojali nasilje, napade na nezakonita naselbine na Gazi, Zahodnem bregu. Ves čas se trudili za mirno rešitev in tu ni nobene dileme,
dileme, tudi ko gre, sami veste, da sem v svojem nastopu ob prevzemu mandata se zavezala, da si želim priznanje tudi Palestine in pa rešitev dveh držav. Ja, ampak so pa to danes izjemno občutljive stvari. Danes predvsem na eni strani imamo teror, Hamas ni palestinska oblast, Hamas je teroristična organizacija. Mi imamo islamistične celice še drugod, ki se lahko tako ali drugače zbudijo. Tudi ta terorizem, ki so ga civilisti doživeli v Izraelu, je treba zelo jasno obsoditi in najti tiste sile na obeh stranih, ki si želijo demokracije, ki si želijo miru in neke miroljubne rešitve in za njimi delati. Vi ste leta 2014 še kot evropska poslanka rekli, citiram, ker brez odločnih ukrepov mednarodne skupnosti miru na Bližnjem vzhodu ne bo mogoče doseči, je mednarodno priznanje neodvisne in samostojne države Palestine tudi za Slovenijo nujno. Skoraj 10 let kasneje so razmere drugačne, da, ampak mir ni bil dosežen, trenutno ga ni, daleč od miru smo. Ali so ukrepi mednarodne skupnosti zdaj odločni ali ne, so se ti razlogi, o katerih ste takrat govorili, tudi spremenili? Danes smo na pragu, če ne že nove vojne na Bližnjem vzhodu. Danes je prioriteta ustaviti spopade, napade, narediti vse, da ne pride do eskalacije, predvsem pa zaščititi ljudi. In to danes delamo. Vse drugo, kar je danes, ali lahko sedemo za mizo in gremo v rešitev dveh držav, ni realno. Zagotavljam pa, da si lahko pogledate v zadnjem letu tudi tistim, ki so mogoče kritični, kaj Slovenija počne, bo zelo dovolj dejstvo, da pogledate glasovanje v generalni skupščini in mogoče bo slika marsikomu bolj jasna. Ja, palestinski veleposlanik, ki z Dunaja pokriva tudi Slovenijo, Salah Abdel Shafi, je v četrtek za N1 povedal, citiram, imamo okupacijo, ki traja več kot 56 let, blokado Gaze, ki traja 15 let, dnevne vdore izraelske vojske na Zahodni breg. Priča smo zasegom zemlje in nezakonitim judovskim kolonijam na naših ozemljih. Veste, lahko z vami delim ta preprosti podatek. Samo od začetka leta je bilo le na Zahodnem bregu ubitih več kot 250 Palestincev, med njimi 41 otrok. Vendar pa od mednarodne skupnosti nismo dobili sočutja. Konec citata. Gospa ministrica, ukrepi mednarodne skupnosti do zdaj niso delovali. Bo Slovenija to kot članica EU in NATO, kot članica Varnostnega sveta po novem letu to jasno povedala? Ob izvolitvi v Varnostni svet ste rekli, da bo Slovenija glas malih in preslišanih držav. Boste držali to besedo? Slovenija zadnje mesece že ne samo, da drži besedo, izpolnjuje to, kar je povedala. Še enkrat opozarjam in ponavljam, poglejte, kaj se dogaja v generalni skupščini, tudi zadnje leto, kakšna so stališča Slovenije. Lahko pa povem, da Slovenija skupaj z peščico držav v Evropski uniji zadnje leto dela intenzivno na rešitvi in mirovni oživitvi pogajanj. Tako da tu ni nobene dileme, tu ni nobenega spremenjenega mojega osebnega stališča, je pa nekaj, kar je javna diplomacija, je pa nekaj, kar se dogovarjamo brez kamer in brez tega, da nas lahko vsak po svoje ocenjuje, verjemite pa, da v ozadju poteka bistveno več, kot se zdi. Že pred Bližnjim vzhodom pa se je spet zaostrilo še bližje nam oborožen napad v Banski na severu Kosova, konec septembra, več smrtnih žrtev. Odgovornost za ta napad je prevzel Milan Radojčič, zdaj že bivši podpredsednik Srbske liste, največje politične stranke Srbov na Kosovu, nekaterim pravijo kar Pablo Escobar regije. Srbija ga seveda ne želi izročiti Prištini, ker Kosova pač ne priznava. Kosovo zahteva sankcije za Srbijo, pri tem ima seveda podporo Albanije, po poročanju medijev pa tudi več držav Evropske unije, Hrvaške, Litve, Latvije, Estonije. Kaj pa Slovenije? Glede, to je tisto, kar ste prej omenili, ne? Kje smo danes, če pogledamo geopolitiko in naša varnostna tveganja. Mi imamo danes vojno na vzhodu, rusko agresijo v Ukrajini, imamo praktično vojno na jugu, imamo sod smodnika na Zahodnem Balkanu. In to je ta geopolitika, to je ta okolje, v katerem danes smo, in Slovenija kot odgovorna članica, zdaj opazovalka Varnostnega sveta Združenih narodov, bo zagotovo se trudila, da izvaja dosledno in samozavestno zunanjo politiko, da bo to tisti pogum, ko bomo znali
kakšno stvar povedati tudi s svojo glavo in ne kot ujetniki neke svoje regije. Kaj pa bomo rekli glede ko sankcij zadeva Srbiji? Kosovo, ko zadeva konflikt Srbija-Kosovo, najprej, ko je prišlo do incidentov na severu Kosova, ko je prišlo do uboja policistov, aretacij, smo zelo jasno obsodili, tudi v, spet bom rekla, javni in tihi diplomaciji sodelovali z vsemi vpetimi tam in skušali najprej zagotoviti, da ne pride do novih incidentov. Torej zagotoviti, da se tam napetosti umirijo. Trenutno so navidezno mirne in potem seveda obe strani speljati nazaj, da sedeta za mizo in da se nadaljuje dialog Beograd-Priština k normalizaciji odnosov med državama. Vsaka taka napetost, dodaten konflikt v regiji, ki ga imamo, in danes je Zahodni Balkan trenutno regija, ki ima veliko geopolitike, veliko različnih geopolitičnih interesov, zato jaz tudi sama si močno prizadevam, da bi Slovenija tu vodila drugačno širitveno politiko, bistveno bolj ambiciozno in izkoristila politični moment, da te države zahodne regije hitreje pripeljamo v Evropsko unijo v kontekstu tega, da tudi Ukrajina, Moldavija in Gruzija delajo velike korake proti Evropski uniji. Niste mi pa odgovorili na vprašanje glede sankcij. Ta hip ni razprave glede sankcij do Srbije. Zgodba s posebno misijo v New Yorku, ki jo vodi vaš bivši državni sekretar Samuel Žbogar, je za vas končana, to ves čas ponavljate, ampak zdaj s 1. oktobrom, ko je Slovenija, kot ste rekli, postala opazovalka v varnostnem svetu, je misija začela z delom. Po informacijah N1 je že kar nekaj napetosti, stalni predstavnik pri Združenih narodih Boštjan Malovrh ostaja tam, v svetu bo pa sedel Žbogar. A ste vi menili, da Malovrh ne bo zmogel opravljati dela, da niste njemu zaupali te naloge? Napetosti zelo velikokrat ustvarjate mediji, ekipa pa dobro dela. Včeraj zvečer smo imeli en lep dogodek prav v varnostnem svetu. In glejte, ko ves čas ekipa deluje, dobili smo tudi povsem jasno pravno mnenje, nihče ni kršil ničesar. Mi smo se odločili, da okrepimo diplomatsko misijo. Veleposlanik Samuel Žbogar, ki je res eden najbolj izkušenih diplomatov, ki jih ta hiša danes res ima v Sloveniji. Jaz sem vesela in z izkušnjo v varnostnem svetu že je prevzel to odgovorno nalogo in že sedi kot opazovalec v varnostnem svetu. V nedeljo zvečer je sedel že na izrednem zasedanju, tudi ves čas obveščal, kaj se dogaja. Ekipa je zelo motivirana, ki dela in dela je tako veliko, da tudi tistih 20 in več diplomatov, ki jih imamo tam, verjemite, bo moralo trdo delati. Je pa to neprecenljiva izkušnja, ko se spomnim in ker so mi tudi in tako Žbogar in gospod dr. Türk povedali iz časa prvega našega članstva v varnostnem svetu, so takrat dorasli najbolj zreli diplomati. In prav tisti diplomati se danes vračajo v drugi zdaj varnostni svet, kjer bodo lahko izkoristili svoje znanje. Ampak čigava ideja je bila ta posebna misija vaša? Veleposlanik Žbogar je paralelno z mano ves čas vodil, to je bila njegova, če rečem, mogoče tudi do neke mere bolečina z drugega poskusa, ko smo neuspešno kandidirali za varnostni svet in on se je izjemno angažiral v tem času in res pozna zelo dobro ustroj, pozna zelo dobro varnostni svet in je bil takrat mlad, ko smo prvič tam sedeli. Jaz sem prepričana, da bo skupaj in tudi z Malovrhom, ki je zelo korektno in dobro opravil svoje delo z ekipama, tudi zdaj, in to je bil namen, dobro opravljal delo naprej. Torej je bila v bistvu na nek način morda celo njegova ideja. Z državnim zborom se vlada pri tem ni posvetovala, pa je premier Golob... Ideja je bila skupna. Skupna, dobro, ampak z državnim zborom se vlada ni posvetovala, pa je premier Golob na začetku mandata obljubljal drugače. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila kritična do te vladne odločitve, zdela se je nenavadna. Ste bili tudi zato do nje v koalicijskih strankah te dni tako ostri, ko je zamejskim dijakom v Trstu rekla, da je njihova domovina Italija? Jaz s predsednico Republike Slovenije zelo veliko sodelujem, veliko se pogovarjava o zunanji politiki, sva stalno v stiku
In ne bom komentirala za nazaj, ker pravim, da si predvsem želim, da naša diplomatska ekipa v New Yorku odgovorno dela. Kar pa zadeva, prav danes bo predsednica Republike Slovenije pri meni z ekipo na ministrstvu, da pregledamo vsa področja zunanje politike, ker je izjemno angažirana in tudi njej gre zahvala v projektu za varnostni svet, da je Slovenija dobila tako uspešno podporo. Ja, zdrs. Kot je bil zdrs pri avstrijskih skupnosti, takrat manjšini, zdaj me je presenetila izjava, ne bom skrivala. Vem, da verjetno nisem govorila neposredno z njo tej izjavi, ampak za nas je to, jaz razumem slovensko skupnost, tudi ogorčenje, da je to pač matična domovina je Slovenija. Tudi če imajo državljanstvo, tam je za njih matična domovina Slovenija. In mi z narodno skupnostjo zelo dobro sodelujemo, krepimo odnose, vedno se z njimi pogovarjam, kadarkoli grem na pot v Italijo ali jih povabim k nam. In je zelo dobro res biti tu pozoren, kakšna sporočila pošiljamo. Mislim, da se predsednica tega zaveda in je tudi sama pojasnila. Ja, ker najostreje v bistvu ste se na to odzvali v vseh treh koalicijskih strankah, še najostreje pa v Gibanju Svoboda. Zdaj, tudi sami odnosi med koalicijskimi strankami so vse prej kot dobri te dni. Premier Golob menja več ministrov Svobode, že poleti je odšel minister za zdravje, zdaj še ministrica za javno upravo, minister za naravne vire in prostor, ministrica za kmetijstvo bo danes razrešena v državnem zboru. Prav tako danes državni zbor šele po 3 mesecih odloča o novi ministrici za zdravje. Tudi do tega ste bili Socialni demokrati zelo kritični. V Svobodi omenjajo tudi, da bodo zagotovo še kakšne menjave v vladi. Vaš podpredsednik, evropski poslanec Matjaž Nemec, je bil za Delo zelo kritičen do Goloba, da nima fokusa, da menja ministre brez alternativ. Ali tudi vi mislite, da premier nima fokusa, da ni konsistenten? Glejte, zdaj, vsaka menjava ministrov ene stranke je pač njihovo odločitev. Je pa očitno imel tudi sam tu nekaj svojih zdrsov ali pa ne preveč dobro izbiro ministrov ali pa so bili resorji sami po sebi tudi v težavah ali pa niso delovali, kot bi mogli, pa ministri potem niso uspeli ustrezno voditi. Ampak, gledajte, to so ministri, ki so s kvote Gibanja Svoboda, naši ministri socialnih demokratov, jaz moram pa tu zelo samozavestno reči, res dobro delajo, praktično vsi 4 resorji, ki jih imamo, gospodarstvo, kohezija, pravosodje in zunanja politika, vsi lahko pokažemo rezultate, skušamo biti tisti stabilen faktor, vlada je pa stabilen organ. In kar pa zdaj zadeva, imamo pa veliko skupne odgovornosti. Prvo leto je bilo precej turbulentno, ne rabim skrivati. Veste, da smo skušali od začetka narediti velike spremembe, tako na področju zdravstva, sociale, plač in tako naprej. In te velike spremembe seveda se jih ljudje ustrašijo. Ali so tu zdrsi v komunikaciji, ali smo si preveč zastavili. Dejstvo pa je, da ko gledamo vse te javne storitve v Sloveniji, da bodo velike spremembe nujne. In Socialni demokrati smo v to vlado vstopili predvsem s tem, da ščitimo tisti javni interes, ko gre ali za javno zdravstvo, ali za javno šolstvo, javne storitve, da zaščitimo ljudi in to bomo delali naprej. Ali so to tudi majhna, srednje velika podjetja, startupi, gospodarstvo ali pa so to preprosto gospodinjstva, ki pa so šla zdaj, ko smo leto nazaj in več sestavljali vlado, se je vojna komaj začela. Smo imeli energetsko prehrambeno draginjo. Smo pravzaprav išli komaj iz covida in zdaj imeli katastrofalne poplave v zgodovini države. To je en velik zalogaj za vlado po prvem letu in tudi tu marsikaj se mi, pa ni prav, da se naučimo, ampak tudi tu smo mogli iskati precej soglasij. Ja, in to je moje naslednje vprašanje. Jesen je zdaj tu in kot vsako leto vroča proračunska razprava, letos seveda še bolj zahtevna zaradi večmilijardne škode teh poplav, ki ste jih omenili. Vsa ministrstva ste se morala čemu odreči, ampak že na samem začetku proračunske razprave ste koalicijske stranke na različnih bregovih. Zamrznitev socialnih transferjev v letu 2024. Levica, ki vodi prav ta resor, je potem predlagala sklep na odboru, da naj vlada odpravi to zamrznitev
Vaši SD-jevi poslanci so to podprli, pa še celotna opozicija zraven. Kako to, da ste se odločili vi in Levica, da se boste takole na odprti sceni postavili po robu vladajoči Svobodi, ki je sicer glasovala proti in sklep potem 7-7 ni bil sprejet? Ta hip gre za predlog vseh proračunskih dokumentov, ki je z vlade prišel v parlament. Seveda smo vsi v stiski zaradi proračuna, ki je varčevalni proračun na račun poplav in na račun obnove in sanacije. Prišel bo rebalans proračuna, ampak tudi jaz upam, da bomo v tem obdobju se zelo zavedam, da si ne želimo prizadeti tistih, ki so socialno že najšibkejši. Ne smejo postati žrtev, tudi ne na račun poplav, ker tudi skozi poplave smo dobili en del prebivalstva, ki je danes bistveno bolj šibkejši in prizadet. Tako da, kar se bo dalo izboljšati, če se bo dalo izboljšati znotraj danih okvirov, ki jih imamo, ker denarja je kot je, seveda pa to ni, da kažeš na odgovornost enega ali drugega ministra, ki ima mogoče težji ali lažji resor, je neka skupna odgovornost. Vsi smo bili pod težkim pritiskom, vsi smo morali najti sredstva, kako jih zmanjševati, šlo je za neko skupno odgovornost, seveda pa, ko gledam stališča Socialnih demokratov. Mi smo imeli ta teden eno dolgo predsedstvo, kjer smo govorili tudi o proračunu, kako pristopiti zdaj, ko je razprava v parlamentu. Lahko povem stališča naše stranke, bi si želeli spremembe, ko gre za vprašanje plač v javnem sektorju ali pa tudi financiranje občin. A boste vložili amandmaje svoje? Glejte, zdaj gre še za pogajanja, ki še potekajo tudi s sindikati, tako da dokler se tu ne končajo pogajanja, bom pustila vse opcije odprte, delamo pa v smeri, da bi kakšno stvar lahko izboljšali. Ja, torej obstaja možnost, da boste vložili amandmaje v zvezi s tem. Zakaj pa ste tudi vlada ali pač poslanske skupine, vsi lahko. Jaz mislim in pričakujem, da bo veliko dopolnil. Ja, ampak kot pravim, ne javno pritiskate z Levico zdaj na vladajočo Svobodo, ki ima pač 41 glasov v parlamentu. Zakaj ste ta teden na predsedstvu stranke podaljšali kandidacijske postopke za izbor kandidatov za evropske volitve? Se še ne morete odločiti ali kako? To je naša zelo običajna procedura. Če bi pogledali v preteklosti, odpremo postopke, jih podaljšujemo in nič nenavadnega v tem. Lahko, da bomo še vedno podaljšali. Volitve so šele junija naslednje leto. Kandidirani smo pa tudi vsi, ki smo danes funkcionarji, vključno župani, poslanci, tudi ministri. Tudi vi? Tudi jaz, vsi smo, ampak glejte, to je klasično, ampak še enkrat, mi imamo že zdaj zelo veliko kandidiranih ljudi, vedno pa kandidiramo tudi te, ki so funkcionarji. Ampak to ne pomeni, da imamo kandidatno listo sestavljeno. Sem pa vesela, da imamo zelo ta hip dva dobra evropska poslanca, ki sta se zelo dobro profilirala, Matjaž Nemec in Milan Brglez v Evropskem parlamentu. Jaz mislim, da tudi zelo dobre rezultate imata. Tako da sem vesela, ker vidim, da sta zelo aktivna in angažirana tudi v Sloveniji, ker moramo predvsem, in tu pa imam jaz izkušnjo, Socialni demokrati smo na evropskih volitvah vedno dosegli zelo dober rezultat, da res ljudem skušamo približati, kaj želimo kot Slovenija v Evropski uniji, kako izboljšati volilno udeležbo, kako ljudi vpeti v ta proces, in jaz sem tu precej samozavestna, da bomo lahko dosegli dober rezultat. Ni pa nobene možnosti, da bi bili na tej listi vi, ali ta možnost obstaja? Glejte, jaz sem danes zunanja ministrica, predsednica stranke, podpredsednica vlade, mislim, da imam ta hip toliko veliko odgovornosti, da o tem ne razmišljam. Dobro. Za konec še zadeva brskanje po računih. Ta teden smo razkrili, da je NPU zoper nekdanjega šefa Urada za preprečevanje pranja denarja Damjana Žuglja in njegove najtesnejše sodelavce vložil kazensko ovadbo. Ovadba je bila sicer vložena za en primer, Dragana Šolaka, solastnika skupine United, katere del je tudi N1 Slovenija. Seveda, daleč najbolj obsežen primer je to. Na podlagi kratke anonimke so brskali po skoraj 200 računih, smo pa mediji poročali še o drugih primerih. Škof je nekdanji šef športne loterije Steiner, zdaj smo objavili, da tudi žena takratnega opozicijskega predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča. Kako komentirate zdaj vse te primere? Pri največjem so zdaj tudi kriminalisti presodili, da je bilo to brskanje nezakonito, da je šlo za zlorabo položaja. Pogovarjava se sicer pred novinarsko konferenco policije na to temo, toliko, da to poveva.
Hvala za to dodatno pojasnilo, ampak mediji imate predvsem vlogo, da razkrivate takšne nepravilnosti. Tudi sama sem bila novinarka in prav je tako, če razkrijete nepravilnosti, ampak nepravilnosti so seveda ugotovljene takrat, ko jih tudi ustrezni organi spoznajo. Tako da v tem primeri ali pa ostalih, dokler niso pač ustrezni organi presodili, kaj se dogaja, tudi jaz ne morem komentirati, takrat pa lahko odločitve samo spoštujem. No, ampak NPU je očitno presodil, ne? Če je NPU presodil, potem je seveda to samo en korak, ki je bil zelo koristen za vse. Ključna odgovornost politike pri tem pa je, ali bo spremenila zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, ki je na zakon zahtevala ustavno presojo, že dlje časa opozarja, citiram: "Ker se vsaka pravica in vsako pooblastilo v praksi lahko zlorabi, je nujno, da se zakonska ureditev te možnosti čim bolj omeji. Obenem pa je ključno, da so na vodstvene položaje organov imenovani ljudje z visoko osebno integriteto. Od zakonodajalca pričakuje zakonske določitve pooblastil in omejitev državnih organov." Bo koalicija to storila, se lahko zavežete k temu, da boste sprejeli varovalke, ki bodo možnost takšnih zlorab vsaj omejevale, če ne preprečevale? Jaz absolutno se strinjam z gospo Mojco in sem vedno za to, da izboljšamo pravila delovanja, predvsem pa omejimo korupcijo. Tudi korupcijo, ki je, kot jo sami razkrivate, in predvsem, da se mi, ki smo na odgovornih funkcijah, zavežemo k temu, da ravnamo z res pravo odgovornostjo. Tako da ta hip te razprave ni zdaj na mizi. Mi smo včeraj začeli z razpravo z zakonom o obnovi. To je ta hip prioriteta, se pa, ko bo razprava o tem, absolutno lahko zavezujem, da bom prispevala k temu, da se pravila izboljšajo. Dobro, bomo seveda spremljali, kaj se bo dogajalo tudi s tem zakonom in seveda objavljali, če bodo še v kakšnih drugih primerih, ki jih objavljamo, kakšne kazenske ovadbe, kakšen bo epilog. Za danes pa, spoštovana gospa ministrica, podpredsednica vlade Tanja Fajon, najlepša hvala, da ste bili gostja N1 Slovenija. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Kot rečeno, vse, o čemer sva se danes pogovarjala z ministrico, bomo še naprej spremljali, zato bodite z nami na n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.